Marsikdo se bo najprej vprašal, odkot naslov razstave. Gremo naprej. Tisti, ki niste več rosno mladi, se boste verjetno spomnili, da smo leta 1989-90, ko je ves svet praznoval 150-letnico izuma fotografije, pripravili prvi velik zgodovinski pregled slovenske fotografije od začetkov pa do tedanjega časa, se pravi do konca 80-ih, začetka 90-ih let. Od takrat je minilo dobrega četrt stoletja in v tem času se je marsikaj spremenilo, med drugim na področju tehnologije, kajti takrat, ko smo delali razstavo, se je digitalna fotografija komaj pojavila in še ni bila tako razširjena kot danes. Potem so se seveda menjale generacije in tudi nekateri starejši fotografi, ki so sodelovali že na razstavi leta 90, so spremenili svoj slog oziroma nadgradili svoj način fotografskega izražanja. Zato je razumljivo, da je bilo to vrzel, te pravi teh 25 let, ki so minila, treba nekako zapolniti in prikazati, kaj se je v slovenski fotografiji v tem intervalu zgodilo. Tlele je treba upoštevati nekaj dejavnikov. Eden od teh je, da je razstavni prostor omejen. Se pravi, treba je narediti selekcijo, treba je izbrati ravno pravšnje število fotografov, da razstavišče ni preveč natlačeno in seveda treba je izbrati tiste, ki predstavljajo glavni tok razvoja slovenske fotografije v zadnjih 25 letih. Zdaj, kaj je glavni tok, o tem bi se dalo razpravljati, ampak poskušal sem zajeti kar najširši spekter fotografskih dogajanj, različnih zvrsti, različnih pristopov, različnih osebnih poetik in seveda tudi povezati tisto, kar se dogaja zdaj, s tistim, kar se je dogajalo prej. Ključnega pomena v spremembi pogleda na vlogo in funkcijo fotografije prav gotovo predstavljajo fotografi, ki so se uveljavili v 70 letih prejšnjega stoletja in večina med njimi je še zmeraj aktivna, zato sem jih vključil v to razstavo, ki sem jo zasnoval kronološko, ne kronološko glede na nastanek posameznih posnetkov, ampak glede na pripadnost posameznim generacijam, se pravi od tistih, ki so bili rojeni v 40 letih, preko tistih, ki so bili rojeni v 50 in potem 60 in tako naprej. En poseben segment razstave pa predstavlja slovenske fotografe, ki zelo uspešno delujejo v tujini. Seveda pri današnjih razprostranjenosti fotografije, ko fotografira tako rekoč vsak, je takoj na prvem mestu vprašanje kriterija. In moj kriterij je bil, kako misliti fotografijo, se pravi, kako ob vsej tej množici podob, s katerimi smo dobesedno bombardirani, poiskati tiste avtorje, ki razmišljajo, kaj se da s fotografijo danes še narediti, da ne bi zapadli v banalnost oziroma v preprosto odslikovanje pojavne resničnosti. Zato me niso zanimali nobeni eksotični odvodi, ne zanima me recimo budistični tempelj v Tibetu v zahajajočem soncu, niti ne podvodna fotografija in podobne niše. Po drugi strani sem si tudi zastavil kriterij, da se ne moremo spuščati preveč na široko v posamezne zvrsti in žanre, pa tudi ne v generacijsko
posploševanje. S tem mislim, da recimo najmlajši ustvarjalci, tisti, ki še niso formirani in ki nimajo prepoznavnega govorice, v to razstavo niso vključeni. Nekako okvirna meja starosti je tam približno 35 let, to sem povzel po analogiji z likovnimi prireditvami, zato mislim, da je tlele ostalo še kar nekaj odprtih niš, recimo, da bi se morale pripraviti razstave, ki pokrivajo recimo delovanje mlajših avtorjev, recimo, da bi naredili razstavo z naslovom Mlada slovenska fotografija, da bi naredili razstavo recimo posebej reportažne fotografije, ki je na Slovenskem zelo, zelo močna. Seveda tlele je vsekakor pomembno vlogo odigral fotograf in dolgoletni urednik fotografije pri osrednjem slovenskem časniku Delo, Joco Žnidaršič, ki je izšolal celo vrsto mlajših fotografov, ki danes delajo bodisi za isto časopisno hišo, za druge časopisne hiše ali za fotografske agencije. Tako da mislim, da slovenska reportažna fotografija zasluži obširno predstavitev, ki seveda zahteva posebno razstavo. To pa seveda ne pomeni, da je tudi iz te razstave reportažna fotografija izključena. Nasprotno, imamo kar nekaj zelo, zelo dobrih fotografov, ki so tako rekoč neizogibni pri vsakem zgodovinskem pregledu slovenske fotografije zadnjega obdobja in ki se uveljavljajo oziroma so se že uveljavljali tudi v mednarodnem prostoru. Če omenim recimo Jožeta Suhadolnika ali Jureta Eržena ali Manco Juvan med mlajšimi, ki so vsi zastopani na tej razstavi in tako naprej. Skratka, te zvrsti in, kot sem rekel, niše so tako močne, da si zaslužijo monografsko obdelavo, posebne predstavitve in so lahko na enem takem pregledu, kot je ta, zastopane samo kot pars pro toto. Se pravi, toliko, da opozorijo, da ni v fotografiji ni hierarhije žanrov, da ni pomembnejših motivov, da ni, če smem tako reči, v narekovajih umetniških motivov, ampak da je vse odvisno od individualnega pristopa in izrazne moči posameznika. Tudi teme, ki so klasične, kot recimo portret, akt, krajinska fotografija, modna fotografija, to so vse področja, kjer lahko prepoznamo kreativni avtorski pristop in vsa ta področja so spet z posameznimi deli vključena v ta pregled. Seveda je pa vedno treba se vprašati, kako se lotiti takega obsežnega projekta glede na omejenost prostora in glede na množico fotografskih avtorjev. Vsak izbor je subjektiven, kar pa ne pomeni, da je arbitraren, to se pravi, da je kar nekaj ali na pamet ali na približno ali po kakšnih drugih zvezah in navezah vključeno v fotografijo. Ne. Jaz sem leto pa pol pregledoval opuse delujočih slovenskih fotografov in se potem po temeljitem premisleku in seveda tudi po primerjavah z podobnimi razstavami v drugih okoljih odločil za ta izbor tak, kot je. Recimo, če omenim, so v zadnjem času sta bila narejena v Evropi dva pomembna izbora. En je bil izbor sodobne francoske fotografije, drugi je bil izbor sodobne španske fotografije. Jaz sem obe razstavi videl v Parizu oziroma v Madridu in
tudi na ta način sem dobil neke iztočnice, kako pristopiti k staviti na kar se da relevanten način. Jasno je, da kot vsak tak izbor je tudi ta naletel na različne reakcije, ker najprej se oglašajo, kot so že pred 25 leti, tisti, ki v razstavo niso vključeni. Samo če bi popustil tem, bi rekel, pritiskom, potem bi moral delati razstavo, ne vem, v centru v Stožicah ali pa kje drugje, ne pa v mestni galeriji, ki ima samo 8 različnih sob oziroma razstavnih dvoran. In v te razstavne dvorane je bilo treba vključiti tisto, kar po mojem pač na reprezentančen način predstavlja kvalitetne vrhunce slovenske fotografije, čeprav se na prvi pogled mogoče to ne razkriva neposredno, ampak izbiral sem po opusih, se pravi po tem, kako so posamezni fotografi profilirani in kako so se dokazali s svojimi dozdajšnjimi deli, se pravi ne z eno ali dvema fotografijama, ki sta lahko zelo privlačni, tudi uspešni, ne vem, marsikje nagrajeni, ampak moje vodilo je bilo konsistenca opusa, se pravi, da posameznega fotografa lahko prepoznaš takoj, ko vidiš njegovo fotografijo, ne da bi šel brati listek z njegovim imenom. Skratka, da gre za avtorje, ki stojijo za svojim delom in ki tudi ne odstopajo od načel poetike, ki so si jo skozi leta in morda celo desetletja izoblikovali.